Torej, lepo pozdravljeni na Ministrstvu za obrambo. Pravkar se je končalo srečanje državnega sekretarja Rudija Medveda s predsednico študentske organizacije Slovenije, gospod Marike Grubar, in predsednikom dijaške organizacije Slovenije, gospodom Simonom Truševičem. Namen današnjega srečanja je bil predvsem seznanitev s potekom izplačil COVID-nega dodatka, do katerega so bili na podlagi PKP10 upravičeni tako študenti kot dijaki, ki so bili vključeni ali pa so bili poklicani za upravljanje dela v rizičnih razmer v času COVID-19. Torej, zdaj prosim uvodoma najprej državnega sekretarja, da nakratko predstavi glavne podatke srečanja, nadaljevanju pa še dva predsednika študentske in dijaške organizacije. Izvolite, državni. Lepo pozdravljeni, dobrodošli na Ministrstvu za obrambo, prav tako seveda dobrodošla tudi predsednica in predsednik študentske in dijaške organizacije Slovenije. Jaz sem prepričan, da imamo za dijake in študente, za mnogo njih, za več kot 12.000 njih, dobre novice, saj smo naposled vendarle začeli izplačevati COVID-ne dodatke za vse tiste, ki so po 77. členu PKP10 zakona, če se še spomnite, upravičeni do teh dodatkov. Res je morda trajalo malo dlje, kot bi si vsi skupaj želeli, ampak veste, na vse zadnje izplačila teh dodatkov lahko tudi ne bi bilo. Lahko tudi ne bi bilo. Če ne bi po prihodu ekipe ministra Marjana Šarca na Ministrstvo za obrambo prisluhnili apelu dijakov in študentov, ki so bili prepričani, da jih je država pri tolmačenju upravičenosti do tega dodatka opeharila. Ne samo spregledala, ampak dobesedno opeharila, ker so si pač določila tega zakona uradniki malo prikrojili, malo so si jih razlagali po svoje in na ta način tudi svetovali ministru, kako naj Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, ki je bila dolžna te COVID-ne dodatke študentom in dijakom izplačevati, kako naj to v praksi izpelje. Veste, izpeljali so pa tako, da so ugotovili, da je med dijaki in študenti upravičenci do teh dodatkov, da je njih približno 50. In tako so te dodatke takrat tudi izplačali. Mislim, da če govorim samo o dijakih in študentih, za 67.520,23 evra je bilo po njihovem tolmačenju upravičenih sredstev za dijake in študente. Mi govorimo zdaj, pa to niso še dokončni podatki, govorimo o skupnem znesku 2.530.482,50 evra. Prej sem omenil 67.000 evrov. Torej, za toliko, za to razliko bi bili slovenski dijaki in študentje prikrajšani, opeharjeni, čeprav so dali svoj delež takrat, ko je bilo to potrebno, in so svoje delo tudi opravili. Država jim je v ta namen zakonsko zagotovila izplačilo COVID-nih dodatkov. Govorimo o skupnem številu popolnih zahtevkov 12.389, pa tudi to še ni dokončna številka. Samih dijakov in študentov je verjetno nekaj manj, ker so nekateri pač opravljali delo večkrat in so podali več zahtevkov. Ampak govorimo o več kot 12.000 dijakih in študentih. In 217 ustanov je doslej predložilo popolne zahtevke. Kot rečeno, ti podatki se bodo
deloma še spreminjali, ker zahtevki še prihajajo, ampak bistveno najbrž ne več, tako da lahko seveda z veseljem ugotovim, da smo na Ministrstvu za obrambo skupaj z Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje svoj dolg, ki ga je imela država do dijakov in študentov, ki so v tistih kriznih razmerah delali v rizičnih razmerah in so upravičeni do covidnih dodatkov, da smo mi ta dolg praktično poravnali in tako, kot smo se dogovorili junija letos na skupnem sestanku, da bomo te covidne dodatke do konca leta tudi izplačali. To se zdaj dogaja in obljubim, da seveda nihče ne bo spregledan, mi bomo, če se bodo seveda zahtevki še pojavili in bodo upravičeni, in jaz verjamem, da jih nekaj še bo, da bomo seveda ta dolg države poravnali tudi v prihodnjem letu, če bo treba, zato da izpolnimo določila zakona, ki ga je ta država sama sprejela v prid dijakom in študentom, tako kot mnogim drugim, ki so v teh rizičnih covidnih razmerah delali in prejemali dodatke, da bodo seveda dijaki in študentje popolnoma enakopravno obravnavani pri tem. Toliko z moje strani, seveda pa vabim tudi spoštovana kolega k besedi, izvolite. En lep pozdrav še z moje strani, torej moje ime je Marika Grubar in danes tukaj pred vami stojim kot predsednica Študentske organizacije Slovenije in predvsem kot glas ne samo pozabljenih, ampak morda bi si lahko kdo drznil reči tudi načrtno preslišanih študentov in dijakov. Ko smo se prvič soočili s to problematiko aprila 2022, se nam je zdelo, da je ta problematika pomembna, ampak takrat je teh primerov bilo 10-20. Začeli smo sistematično zbirati, pozivati študente, naj nam na kakršenkoli način sporočijo, kaj se jim je zgodilo, in stopili takrat v stik z takratnimi odločevalci. Nažalost smo na tisti točki naleteli na zaprta vrata in na tolmačenje, da naši študenti in dijaki niso upravičeni do tega dodatka. Ampak, ali res tako malo vrednotimo naše mlade? Naš odgovor je bil absolutno ne. Ne smemo si privoščiti, da ta generacija, ki je v zelo kriznem času, v zelo pomembnem času, odigrala tako zelo pomembno vlogo, da ta generacija ostane spregledana. In ravno zaradi tega smo vztrajali, ugotovili, da je teh študentov, vsaj tistih, ki so napisali, okoli 2000, in s temi podatki smo junija prišli na sestanek k državnemu sekretarju. Tu smo dobili povsem drugačno obravnavo kot v preteklosti. Bili smo slišani že v samem začetku. Bili smo slišani do te mere, da nobena ovira, ki je bila prej predstavljena kot nemogoča, ni bila več nemogoča ovira. Kar naenkrat smo začeli zbirati vse možne podatke, vse študente. Postavili smo zelo življenjski rok, do katerega se lahko ti podatki sporočajo. In še zdaj poskušamo pridobiti manjkajoče, in sicer v primerih, kjer so študentje že pozvali ustanove, kjer so opravili svoje delo, ampak ustanove različno tolmačijo ta zakon. Še vedno, po vseh obvestilih, po vseh javnih kanalih je tolmačenje zakona zelo, zelo jasno. Ampak še vedno v določenih primerih prihaja do opredelitev, da je bilo tolmačenje decembra 2021 drugačno in da študenti do tega izplačila niso upravičeni. Na Študentski organizaciji Slovenije bomo vztrajali do zadnjega in bomo takšne zavore tudi izpostavljali. Pisali so nam študentje, kjer se jim to dogaja na UKC v Ljubljani, UKC v Mariboru in še nekaj takšnih zavodih. In enostavno mislim, da moramo to zgodbo pripeljati do konca, ker bo sleherni študent in dijak, oziroma študentke in dijakinje, ki je opravljala to delo, za to delo tudi ustrezno nagrajena. Mogoče bi dodala samo še to, da
v tem trenutku lahko skozi naše delovanje upravičeno rečemo, da mladi v tej državi nismo pasivni. Nismo pasivni zaradi tega, ker smo to delo vse opravili, ker smo se odzvali, kot sem že omenila, v zelo kritičnem času, smo ravnali zelo družbeno odgovorno in pa sedaj, ko tudi predstavniki teh mladih stojimo tukaj pred vami in zagovarjamo vse opravljeno delo interese mladih, lahko dodamo še, da je to primer, kjer enkrat za spremembo, upam, da bo javnost videla, da mladi dejansko lahko v svoje roke vzamemo škarje in platno in sami pomagamo krojiti svojo prihodnost. Hvala. Lepo pozdravljeni, Simon Trusevič, predsednik Dijaške organizacije Slovenije. Moram reči, da danes tukaj stojim pred novinarji z občutkom veselja. Zaradi tega, ker vse tisto, kar je bilo obljubljeno, je bilo tudi v praksi realizirano. In to ni samoumevno, da smo mladi uslišani. Ni samoumevno, da stvari, ki se obljubijo, se potem tudi v doglednem oziroma kratkem roku tudi realizirajo. Konec leta 2021 je Vlada Republike Slovenije pozvala vse mlade, dijakinje in dijake, študentke in študente, da pomagajo pri spopadanju z COVID krizo. In seveda so to povabilo sprejeli in so nesebično to pomoč tudi nudili. In hkrati so tudi tvegali svoje zdravje, mogoče tudi življenje za to, da so lahko pomagali drugim. Potem pa zaradi nepravičnega tolmačenja zakona, ki je zelo jasen, ni prišlo do izplačil covidnega dodatka. Kasneje smo se kot Dijaška in študentska organizacija Slovenije povezali z jasnim ciljem, da zagotovimo izplačilo covidnega dodatka. Obrnili smo se na državnega sekretarja, gospoda Rudija Medveda, ki nam je prisluhnil in je sedaj zadeva v postopku reševanja. Vesel sem, da lahko danes pravzaprav še enkrat slišim, da je izplačanih okoli 1,5 milijona evrov zahtevkov. V prihodnje, se pravi v krajšem času do konca tega koledarskega leta, bo pa izplačanih za 2,5 milijona evrov zahtevkov, s tem, da se ti zahtevki še dopolnjujejo. To pomeni, da denar prihaja do mladih, prihaja za upravljeno delo, za pošteno upravljeno delo. Vesel sem, da smo danes na sestanku pri državnem sekretarju slišali jasno obljubo, da denar bodo prejeli čisto vsi. Čisto vsi, ki so do tega denarja upravičeni. Skrbi me, da še vedno prihaja do incidentov na posameznih ustanovah, tako v bolnišnicah, kot tudi v drugih ustanovah, naprimer v socialno-varstvenih zavodih, kjer do izplačila ne prihaja, ker si nekateri direktorji upajo tolmačiti zakon po svoje. Ampak zakon je jasen in zakon je nad vsemi tolmačenji posameznih direktorjev. In veseli me, da bomo v sodelovanju s Študentsko organizacijo Slovenije pristojnim, konkretno državnemu sekretarju in Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje, posredovali podatke teh posameznih primerov in tudi ti primeri bodo rešeni, ukolikor so dijaki do teh dodatkov upravičeni. Če sem konkreten, gre za dijake in študente, ki so delali v sivih conah, so prav tako imeli rizičen stik s covidnimi bolniki, ampak zaradi tolmačenja, kot rečeno, sedaj niso dobili izplačila, ampak ga bodo, kot nam je obljubil tudi državni sekretar. Vesel sem, da se je z rebalansom proračuna zagotovilo toliko sredstev za te namene in vesel sem, da je ta vlada in tudi Ministrstvo za obrambo prepoznalo potrebo po poštenemu dialogu z mladimi. Lahko vam povem, da v 5 letih sodelovanja z različnimi ljudmi na različnih položajih s pristojnimi nisem naletel na takšno odzivnost in nisem naletel na tako hitro reševanje določene problematike. Veseli me in sem počaščen, pa tudi verjetno vsi dijaki in študenti smo počaščeni, da smo bili enakovreden partner v tem dialogu in da je sedaj ta problematika skoraj da je rešena. Pozivam še enkrat vse institucije, vse zavode in predvsem direktorja teh zavodov, da
ustreznem času pripravijo sezname, pripravijo zahtevke in jih posredujejo naprej, da se lahko izplačila zgodijo čim prej. Prav tako sem vesel, da smo danes dobili potrdilo, da tudi če zahtevkov ne bodo posredovali v tem koledarskem letu, bo izplačilo možno izvesti tudi v naslednjem koledarskem letu. Torej, zakon kot tak ne omejuje trajanje teh izplačil. Naj za konec še rečem, da ta praksa mora postati redna praksa. Mora postati redna praksa dialoga med mladimi in odločevalci, ker na takšen način bomo lahko zagotovili normalno delovanje države in me veseli, spoštovani gospod državni sekretar, da smo bili tukaj pri vas, kar dvakrat, da smo lahko to problematiko rešili in upam, da bo tako tudi v prihodnje. Hvala lepa. Hvala lepa vsem trem govornikom. Jaz bi dodal mogoče še, da bi se ob tej priložnosti res najprej zahvalil dijakom in študentom za upravljeno delo v tistih težkih časih, da so na svoja ramena sprejeli breme reševanja covidne krize popolnoma enakovredno in seveda, da je njihovo delo popolnoma enako pomembno kot delo vseh drugih v tistih razmerah in da so seveda temu primerno upravičeni tudi do ustreznega izplačila teh dodatkov. Hkrati seveda hvaležen obema organizacijama, da njuni predstavniki po tistem, ko smo se junija dogovorili, kako bomo zadevo reševali, da niso vsak teden spraševali, kdaj bo, kako bo, ampak smo skupaj, torej skupaj, tiho in v miru delali, da smo prišli do vseh teh podatkov, ki so zdaj podlaga za izplačilo teh covidnih dodatkov. In ko sem rekel, da ti podatki še niso dokončni, sem seveda imel v mislih ravno to, na kar opozarjata tudi kolegica in kolega. Namreč, da v nekaterih zavodih še danes, ko je bilo že tolikokrat razloženo in raztolmačeno, kaj pomeni določilo tega PKP 10 zakona za študente in dijake, da nekateri direktorji in predstojniki še kar ustrajajo pri nekem drugačnem tolmačenju na škodo dijakom in študentom. In seveda njim sporočamo, da njihovi sklepi ali karkoli že sprejemajo v teh zavodih nikakor ne morejo biti nad zakonom. Da je zakon jasen, da je zakon pač treba prebrati in uresničevati tako, kot je napisan. Torej, popolnoma nedvoumno ga je treba tolmačiti in jaz prepričan, da bomo s tem, ko jim bomo tem predstojnikom teh zavodov še enkrat tudi skupaj z Ministrstvom za obrambo in upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje ponovno, ne vem, kateri že raztolmačili, kakšna so določila zakona, da bodo dojeli seveda, da so dolžni sodelovati. Nenazadnje ne bo šlo iz njihovega žepa, ne bo šlo iz proračunov posameznih zavodov, tu je država dala jasno zavezo, da bo ta denar zagotovila iz proračuna in mi smo to zavezo izpolnili. Mi smo ta denar v proračunu tudi zagotovili, torej na strani predstojnikov teh zavodov pa je, da začnejo na te stvari gledati predvsem življenjsko in da konec koncev doumejo, da so dijaki in študentje, čeprav mladi, popolnoma enakopravni člani te družbe in da so seveda za delo, ki ga opravijo, torej tudi upravičeni do poštenega plačila. In mi bomo dijaške in študentske organizaciji pri tem prepričevanju teh direktorjev oziroma predstojnikov vsekakor pomagali. Imamo še nekaj vprašanj? Mene zanima, kakšen delež dodatkov je vsem bil izplačen odstotki, pa zanimivo bi meni to, da država nosi ta strošek, zakaj se dotikate samih zavodih, čemu to pripisujete?
Aha, ja. Ja, zakaj se zatika? Ne? Pri nas se nič ne zatika. Ne? Zatika se pri razumevanju, pri nekem neživljenjskem odnosu teh predstojnikov, teh zavodov, ne, ki natančno vedo in imajo tudi evidence, kje, kdaj in kako so dijaki in študentje pri njih delali, pa se vendarle obešajo še, ne vem, za katera tolmačenja in preprečujejo to izplačevanje. Torej, ni na naši strani, mi smo vmes za marsikakšen tak primer že v vmesnem času, ko smo urejali to problematiko, zvedeli in smo tudi posredovali. Nismo vedeli za vse. Zdaj vemo še za nekatere, smo tudi danes te podatke dobili, tako da bomo temu ustrezno reagirali. Kar zadeva delež, kot je bilo že slišati, ne, za približno 1,5 milijona oziroma 1,470,000 evrov ravno kar tečejo izplačila. V tej prvi fazi, to so podatki še do dni pred 1. novembrom. V tej drugi fazi, ki bo pač začela te dni, ne, pa se potem izplačuje še preostanek pač po dinamiki, po kakršni te zahtevke oziroma e-račune teh zavodov tudi prejemamo in moram reči, da imamo dvakratno kontrolo, še tudi ko prejmemo e-račune posameznih zavodov, gre še enkrat, še ponovna kontrola prek izpostav Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, tako da lahko z gotovostjo trdimo, da o podatkih, o katerih danes govorimo, da gre tukaj zanesljivo za upravičena izplačila. Večkratno preverjanje je to bilo. Torej, kot rečeno, zaenkrat 2,530,000 in še nekaj, ampak niso še to dokončni podatki. Mi računamo verjetno, da bo šlo vse skupaj tam blizu 3 milijonov, kar je sicer res veliko več, kot smo mislili junija, ko smo se prvič sestali, ker tudi evidenc takrat ni bilo, bile so nepopolne in je bilo težko predvideti. Zdaj šele vidimo, kakšno število dijakov in študentov, torej preko 12,000 je bilo vključenih v različna dela v rizičnih razmerah med covidno pandemijo, tako da ni zanemarljiva številka, izredno pomemben je njihov delež. Kakšen delež teh zavodov, ki ne izplačujejo, niso izplačeni teh podatkov, oziroma že niso izplačili podatkov, če to razumem, so te podatke imeli zavodi in ne ministrstvo. Kakšen delež zavodov niso izplačili ali bi kakšen del postavili? Poglejte, jaz vsej, malce sta že kolegica in kolega seveda nakazala, za katere zavode gre predvsem za oba klinična centra, v glavnem. V celoti gledano ne gre za zelo pomemben delež, kar se tiče števila dijakov in študentov, ki so vendarle delali po vsej Sloveniji, je pa pomembno sporočilo. Je pa zelo pomembno sporočilo in simbolično sporočilo, če v dveh največjih zdravstvenih zavodih v Sloveniji nekateri, jaz ne rečem vsi, nekateri, da ne bo padla senca na celotna oba zavoda, ker očitno pa na nekaterih oddelkih notranje organiziranosti ne poznam tako dobro, da bi lahko zdaj s prstom kazal točno na kateri oddelek, ampak tudi to bomo seveda zvedeli oziroma ne bi rad zdaj nikogar pribijal v tem trenutku na križ, ker mislim, da jim je pač treba določene stvari še pojasniti, pa bodo doumeli in da ni popolnoma nobenega razloga, da se gredo tukaj neko diskriminacijo ali pa niti ne vidim pravzaprav nekega pametnega motiva, zakaj bi se pravzaprav to dogajalo. Če so mladi ljudje pri njih delali, opravili to delo, pač so upravičeni do tega, kar jim je namenila država. Tako da bomo posredovali, ne gre pa, kot rečeno, za neko
ogromno številko, to so pač posamezni primeri. Tako da težko vam zdaj govorim o deležu, odstotkih ali kakorkoli, ker niti še čisto dokončnih podatkov nimamo. Ne. V teh okvirih se gibljemo, ampak mislim, da smo v glavnem skoraj da v celoti ta problem rešili. Morda lahko samo še jaz dodam na tem mestu, da tudi na študentski organizaciji Slovenije nismo nobenih strukturnih razlogov zaznali zaenkrat, zakaj bi se to lahko dogajalo, predvsem kjer so vire so pri tolmačenju posameznih oseb, ko se študenti obrnejo na nje in jim bodi si glavna medicinska sestra ali pa še kdo više po tej lestvici odgovori, ne, tolmačenje direktorja 2021, se pravi decembra 2021 je bilo takšno, mi nimamo pooblastili, da bi šli čez to. Se pravi, na neki vrsti neinformiranost o obstoječi zakonodaji oziroma tolmačenju, po drugi strani morda tudi preobremenjeno z ostalimi vsebinami in ta zadeva pač ni na prvem mestu in pričakujejo, da se bojo študenti že sami pozanimali, kako to zadevo urediti. Tako da ni nekega sistematičnega razloga. Smo pa opazili pač več primerov v obeh ustanovah, ki sem omenila. Simon je tudi prej omenil DSO-je, ampak ni pa nekega vzorca. Zelo posamično nam študenti zaenkrat za te primere pišejo. Lepa. Kakšno vprašanje? Če ni, se vam lepo zahvaljujem. Govornikom in seveda predstavnikom medijem.